vsako druženje z tekmovalci in pa s tistimi, ki skrbite za kolesarski šport pri nas, seveda zelo prijetno. Pozdravljamo še enkrat svetovnega prvaka. Tisti, ki dlje časa spremljajo kolesarski šport, vedo, da to v vseh teh 20 letih, kajti šlo je za 20. svetovno prvenstvo med mlajšimi člani, nikomu ni uspelo, da bi naslednje leto že ponovil zmago med mladinci. Matej Mohorič je to opravil v slogu Valkenburga. Matej, nekaj besed o tem, kako je bilo v petek. Ja, v petek je bil res en fantastičen dan v mojem življenju spet. Čutil sem se odlično že od vsega začetka, tudi že prej v tistem tednu sem vedel, da sem predvsej dobro pripravljen in da lahko pričakujem sam sebi in Boga, sem vedel, da lahko pričakujem dober rezultat. Nisem pa tega pač upal povedati na glas, ker vseeno je skok iz mladinsko člansko kategorijo predvsej velik. Dirke so daljše in zahtevnejše, tako da je to v bistvu povsem nov šport. Ja, res je neverjetno, kar mi je uspelo. Nisem si predstavljal, da bom tudi s tistim posebnim slogom medaliranja vzbudil tako pozornost, ker sam to počnem že vsaj 2 leti in zdaj se ni še nihče prav grozno obregnil to, razen kakšnega posmeha, ko so kolesarjev, bolj v šali kot zares. Sicer sem pa vse, ko je posnemal, ampak začetka recimo. Ja, sicer pa dirka je bila fantastična. Pohvalil bi predvsem delo celotne ekipe, ki je res delovala suvereno, homogeno. Vsi fajni so opravili svoje delo, vsak izmed njih. Sicer je edino veliko privrnika ovirala bolezen, ampak on je dal vse od sebe, se pojavil na štartu, pripomoril k moštvenemu duhu. Potem je bil tukaj Marko Nastagič, ki je tudi pokazal, da je dober kolesar, je bil tudi samo napadal od začetka, pa potem kasneje mi pomagal, pa dal bidone tako, pa popera naprej v skupini, da sem lahko bolj spet začel na vzpone. Potem je bil tukaj Tim Mika, ki je tudi sodeloval v pobegu, tako da smo bili lahko ostali v skupini precej bolj mirni, nam ni bilo treba toliko skrbeti o tem, ali bomo potrebo mogoče skupino potegniti do obvežne skupine, ali bo treba vleči, bo treba kaj. To je vedno zelo v redu, če ima reprezentanca vsaj enega kolesarja pred skupino, da so lahko ostali mirni, pa če slučajno se zgodi situacija, da so vse reprezentanci zadovoljni s pobegom, se lahko tudi zgodi, da pobeg pride do cilja in v tistem primeru bi imeli vse pokrito. Sicer pa bi morali žrtvovati še marsikatere druge fante, da bi izničili take pobege. Potem je pa tukaj še izjemni Jaka Bosner, ki je bil v bistvu v pobegu večji del dirke, ki je bil v bistvu res bistveni pomen za mirnost, pa mirne žrtve, da smo lahko ohranili mirno do samega konca, ko so bil pač red, se v bistvu žrtvoval za ekipo. Tako da ja, fante so upravili izjemno delo, res sem jim hvaležen. Predvsem pa sem hvaležen tudi vsem ostalim, ki so mi nudili podporo vsej moji karieri. Sploh kolesarskemu klubu Sava Kranj, kjer sem vsega svojega začetka, kjer so me res vzgojilo odličnega kolesarja. Trener Matjaž Zevnik je bil z mano že od dečkov, potem je 2 leti bedel nad mano Marko Polanc, ki je mlajši mladinci, pa potem pri starejši mladinci spet Matjaž Zevnik. Letos je njegovo vlogo prevzel Matej Stare, ki je za nas skrbel na dirkah. Tako da ja, res sem hvaležen vsem tem ljudem, tudi mojemu menedžerju Gorazdu Štanglu, ki mi pomagal na sveti, pa Tadeju Valjavcu, pa vsem ostalim, ki je težko vse povedati poimensko, ker jih je enostavno preveč. Ja, bistvena razlika je med recimo mano, ki sem v kolesarstvu 8 let, pa še to večino časa v nižjih kategorijah. V bistvu je šele vstopam v ta svet, se učim, poslušam. Tukaj so ljudje okrog mene, ki so že po 40 in več let v kolesarstvu, ki veliko več vedo, ki so že videli stvari ogromno in se iz tega tudi kaj naučili. Nekateri učijo hitreje, nekateri počasi, ampak 8 let po 40 metri v nobenem primeru ne more biti več. Tako da, ja, treba je poslušati ljudi, ampak nikogar ne smeš vzeti za sveto. Vedno moraš misliti vse zraven svojo glavo,
pretehtati, kritično gledati na vsak nasvet, ki ti ga kdo da, ne ga vzeti za svetega, ker če se preveč usmeriš, se mi zdi v eno stvar, če se zlava zaletavaš noter, nikoli se ne skaže za dobro, vsako stvar je treba vzeti po malem pa za rezervo, ampak če delaš nekako zmerno, da ni vse črno pa belo, se vedno potem je rezultat dober, ne. Tako kakor od zdravila strup od zdravila loči le odmerek, ne. Tako se pravi včasih.